Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Sončni pomladni dnevi kar vabijo po sprehodu, zato bova danes z Mašo pokazali, kako izdelati tak lahkoten pomladni nakit. Za izdelavo ogrlice iz rutke in kroglic potrebujemo ovratno rutko ali šal, lesene kroglice, škarje, šivanko in prejice. In najbolje je, da z izdelavo kar pričneva. Šal oziroma midve bova vzele z Mašo za osnovo šal pomladni in ga prerežemo najprej na polovico oziroma, če je šal krajši, pač na primerno razdaljo oziroma na primerno velikost, da bomo ogrlico potem z lahkoto dobili čez glavo. Skratka, da si bomo ogrlico lahko nadeli. Sama sem že odrezala eno tako četrtinko šala iz osnove, sedaj pa bova z izdelavo kar pričeli. Na tole osnovo bova najprej na sredino ovili eno kroglico. Takole malce pomeri, da bo nekje točno na sredini naše ogrlice. Lepo daj na šalček na sredino, pa potem v tale prepogib. Takole tukaj le nekje na sredini položiva kroglico. Sedaj pa tale šal odpneš, takole, kroglico držiš na sredini in najprej začnemo ovijati tole kroglico z te strani, ki ni poentlana, to se pravi, ki se bi lahko tudi scufala, tako da bova ta del skrili v notranjost šala. In potem takole dobro ovijemo, sedaj pa kroglico primeš in ob njej na obeh straneh ti držim sama, pa boš ti zavezala najprej na eni strani vozel, čim bližje kroglici, čim bližje. Ni mogoče potrebno preveč zvijati, ampak samo vozel tako čisto ob kroglici naredi. Izdelava je res preprosta, potrebno je samo nekaj moči. Pri vozlu sicer ne vem, če ti bo palčka, ampak če se ti zdi, da si boš z njo lahko pomagala, pa bo tudi šlo. Da bo šeš. Takole. In sedaj vozu čisto stisneš k kroglici. Tako. Sedaj pa sledi še na drugi strani ponovitev postopka. Se pravi, čisto ob kroglici, na drugi strani pa bo malce težje, zato ker je potrebno čim bolj natančno ta vozel zavezati. Tako. Maša obvlada. In tako vozel stisneš. Krogli, super ti je tole uspelo. Kroglica za sredino naše ogrlice je lepo nanizana. Sedaj pa na vsaki strani nanizaš na šal kroglico. To pomeni, da bo kroglica na zunanji strani šala. Potem Sva pa rekle takole. Pomagamo si s paličico za ražnjiče, pa vzami tole stran koničasta, ker boš lažje potisnila tale delček čez luknjico. Pa mogoče najprej en delček, pa se bo potem tako lepo sama kroglica nanizala na sredini približno poskus. Malce pomladnega, nič hudega, malce pomladnega prehlada, tudi to se zgodi. Takole mogoče na sredini tale delček poskušaš potisniti skozi. Kaj bom jaz tole razcufala? Ne boš razcufala, poglej, bom ti pokazala. Takole na sredini približno bova takole potisnili s palčko, si bova pomagali. Samo toliko, da bo prišla naša rutka na tej strani ven, malce se bova potrudili. Sedaj pa boš samo previdno, da bova vse delčke, to se pravi, takole poravnava in takole spet stisneva tole našo kroglico do vozla, ki sva ga naredile. In sedaj spet zraven tega vozla, zraven kroglice narediš vozel. Tako. In enako postopek ponoviva na drugi strani. Se pravi, tukaj le na sredini približno Obšala.
takole, s palčko, da dobiš blago malce čez, potem pa to potegneš, malce moči je potrebno. Bo šlo. In sedaj spet po robovih paziš, da lepo kroglica steče do sredine in spet zavežeš na drugi strani vozel. Z Mašo sva uporabili kroglice natur barve, seveda pa lahko uporabite tudi barvne lesene kroglice ali pa plastične, če lesenih nimate. Če pa imate barvne, je pač potrebno malce paziti, kako uskladimo barve šala oziroma rutke in pa potem barve kroglic. Sicer pa pomlad je pisana in naj bo takšna tudi naša ogrlica, pomladno pisana. Takole. Sedaj pa sledi samo še zaključek ogrlice. Seveda bi sedaj, če bi želele, lahko nizale kroglice še naprej. Tukaj le bova sedaj popazile, tako da bo tale del, ko sva rekle, da se bi lahko sparal, zavit v notranjost naše ogrlice in potem na obeh straneh takole lepo zvijemo rob. Si pazila na oni strani? Ni potrebno preveč. Takole, sedaj pa bova tale del, ki je odrezan, to se pravi od sredine šala, dale v tale del, ki je poentlan, to se pravi, ki se ne cufa in ga bova takole skrile v notranji del, v notranjost, tukaj le na sredini, pa zašile. Tukaj le sem že pripravila belo prejico, ti boš takole tule prijela na sredini. Naredimo vozel, ki ga bova skrile z notranje strani, se pravi, malce popustiš, takole v notranjost tele naše rutke skrijemo vozel in sedaj lepo s takimi majhnimi previdnimi šivi zašiješ našo verižico oziroma ogrlico na sredini. Paziva, takole. Malce je treba biti tukaj le pri šivanju previden, zato, ker je ogrlica potem le ena taka celota in da se nam nitka ne zaplete okoli nje. Prosti, če te pikam. Nič hudega, ne pikaš prehudo. Takole, s tem le šivanjem bomo potem ogrlico fiksirali, zaključili, tako da se nam ne bo parala. Šale pa imamo ponavadi usklajene s kakšnim kosom garderobe in zagotovo nam bo tale ogrlica k naši garderobi pristajala. Takole, tukaj le še mogoče tale delček malce, takole malce pogledava in bova tale delček malce utrdili na tejle strani. Tudi z enim šivom, ki bo pa skrit, to se pravi na tej strani narejen. Tukaj le pa sedaj ti narediš tvoj slavni babičin šivilski vozel. Sem tak pačiš. Takole. Ni težko. Pa še enkrat, da bo sigurno držalo. Kar čez tega. Tako. Hvala. Tako. Sedaj pa odreževa prejico. Ogrlica je v bistvu končana in si jo lahko na tole tvojo majčko bo prav lepo poživila tole. Tukaj le bova svojo nitko. Bova takole ven. Tako, današnja oddaja je pri koncu. Maša ponosno nosi svojo pomladno ogrlico. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na zgled ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!